Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Najbrž se sprašujete, zakaj sedim sredi vrta, kaj ne? Danes imam za vas pripravljeno posebno pravljico. Pravljico, ki govori o zelenjavi. Imate radi zelenjavo? Ja? Ne? Jaz jo imam zelo rada. Če pa še niste čisto prepričani, ali imate radi zelenjavo ali ne, potem predlagam, da se udobno namestite in prisluhnete tej pravljici. Morda pa vas tale škrat, ki nastopa v tej pravljici, navduši nad sadjem in zelenjavo. Julia Vollmert, Suzanne Szczesny, škrat brokolino ali pametne glave so zdrave. Mami, kaj bo za kosilo? Vpraša Lena. Popečena zelenjava, reče mamica. Prišla je v vrtec po Leno in njenega bratca Jana. Punčka se namršči. Blek, zelenjava, za nič je. Pri nas bomo pa danes jedli pomfri in hamburgerje, se pohvali Max. Super, a ne? Oj, mami, zakaj pa mi nikoli ne jemo tega? Zajavka Jan. Sestrico kmalu sedita za mizo. Pravzaprav sta oba zelo lačna, toda Lena noče poskusiti niti grižljaja. Mami, zakaj nikoli ne spečeš krompirčka? Tečnari Jan. Pri Maxu ga imajo skoraj vsak dan. In ker Lena noče jesti, se kuja tudi on. Ne bo in ne bo in ne bo jedel brokolija. Nehajte sitnariti, pomfri ni zdrav, zelenjava pa je, pojasni mamica. Če boste tako letečna, sploh ne bom več kuhala. Zazvoni telefon in mamica pohiti v dnevno sobo. Korščen krompirček, kako je jezna, reče tenek glasek. Leni od presenečenja padejo vilice iz rok. Na njenem krožniku stoji majcen zelen možic in se ji smeji. Kdo pa je to? Zine Jan. Nimam pojma, šepne Lena. Jaz sem, brokolino, zelenjavni škrat. Zacvili možicelj. Zgrabi Lenine vilice in 1, 2, 3 iz zelenjave na krožniku sestavi smejoč se obrazek. Zelenjavni škrat? Še nikoli nisem slišala zanje. Ja, malo nas je, pove palček. Če hočete, vam bom razložil vse, kar morate vedeti v prehrani. Najprej pa poskusite tole okusno zelenjavo. In brž porine osupli Leni v usta košček brokolija. Boljše je, kot sem mislila, prizna punčka. Zdaj poskusi zelenjavo tudi njen bratec. Meni se zdi super. Na hodniku se zaslišijo mamini koraki. Krščen korenček, brž me skrita. Pri mulčkih, ki sem jih obiskal, preden sem zavil k vama, me je mamica zamenjala za zeleno miško in naščuvala name ogromno muco. Zacvili brokolino. V najino sobo te odneseva, ga pomiri Lena. Tam mu z bratcem razkažeta igrače. Škratu je najbolj všeč železnica. Hotel si nama povedati, zakaj je pametno jesti zdravo hrano, ga spomni punčka. Korščen repincelj, taka hrana vam da moč in obilo zdravja. Saj menda nočete zboleti, a ne? In gotovo bi bila rada strašno močna, da bi se podila čez klance in si nagajala, Otroka v smehu prikimata. Predstavljate si veliko lokomotivo. Tudi ta ne vozi kar sama, za vožnjo potrebuje gorivo. No, nekatere lokomotive potrebujejo elektriko, druge pa nafto, pomodruje Jan. In stare parne lokomotive les in premog, doda še Lena. 300 radičkov, tako je. In tudi vidva potrebujeta gorivo, pa ne nafte ali polen, saj vendar niste lokomotivi, zine škrat. Nisva, ne, se hihitata bratec in sestrica ter odkimavata. Potrebujeta gorivo za otroke, se odreže brokolino. In to tiči v hrani? Zanima Leno. Seveda, pokima možic. V njej je dobro in slabo gorivo za otroke. Najboljše je skrito v sadju, zelenjavi, polnozrnatem kruhu, kosmičih. Veliko moči in veliko vitaminov vama da. Zelo slabo gorivo pa je pomfri, masten je in brez vitaminov. Podobno je s čokolado in ostalimi sladkarijami. Preveč maščob in sladkorja, prava mora za zobe. Pa še polenita se in čudno utrujena postaneta. Tudi mama vedno govori o vitaminih,
Pa še nikoli nisem nobenega videla, se čudi Lena. Saj jih ne moreš videti, čisto majčke niso, ampak zelo pomembni. Tako kot lokomotiva včasih potrebuje motorno olje, tako vidva potrebujete vitamine in minerale. Ti potem poskrbijo za to, da telo dela kot dobro podmazan strojček. Ja, kako pa vitamini pridejo v telo? Zanima Jana. Sveta zajemalka, to vama pa lahko takoj razložim. Sklikne brokolino, spleze na pisalno mizo in zgrabi najmanjšo Lenino barvico. Predstavljate si, da Janu grizne jabolko. Zobmi zmelje grižljajo kašo. To je zelo pomembno. Zobje morajo namreč vsak grižljaj zmleti v tako kašo, da želodček nima preveč dela. In ko Jan kašo požre, zdrsne ta kaša po požiralniku navzdol. Požiralnik je kot nekakšen tunel, ki vodi od ust in grla prav vse do želodčka. Tam se kaša razreči in razdeli v majhne delce. Škrat riše in riše. V tankem črevesu, ki kot zvita in zavita cev leži v trebuhu, jemljajo črevesne stene iz kaše vitamine in hranljive snovi. In vse to potem po krvi odpotuje na vse konce in kraje telesa, tja, kjer so te snovi potrebne. Tisto pa, česar naše telo ne potrebuje, se nabere in zgosti na koncu poti v debelem črevesu. In od tam štrbunkne v stranišče? Povpraša Lena. Točno tako, pokima Škrat. No, zdaj veste, kaj se dogaja v trebuhih. Precej zapleteno, vzdihne punčka. Zapletena je piška pečena, ne pa tole, se hihita zelenček in zleze na polico trgovine, ki sta otroka postavila v svoji sobi. Pomembno je le, da jesta zelo različne stvari, tako potem vajino telo dobi vse potrebne snovi. Brokolino se zamisli, nato pa tleskne s prsti in mala trgovina zasije v čarobni luči. Lena in Jano strmita. Pazita, zdaj je čas za čarovnijo. Igrali se bomo cirkus. In svetovne zvezde otroške prehrane bodo postavile prehrambeno piramido. Škratek pomigne in 2 velika krompirja, 2 vrečki polnozrnate moke, prav taka štruca kruha in paketov špagetov, pa škatli neoluščenega riža in kosmičev se boš postavijo v ravno vrsto. Vsi ti bodo na dnu piramide, v najširši vrsti. V vsakem obroku jih mora biti največ, saj se bojo veliko škroba, ki nam daje moč, razloži Cvili možek. Zasliši se tiha glasba, prikotalijo se jabolko, hruška, paprika, marelice, pomaranče, zelje in zelena solata in splezajo v drugo vrsto piramide. V njih so vitamini in še veliko drugih zdravih snovi. Vsak dan morate pojesti vsaj 5 porcij sadja in zelenjave. Kaj? Toliko? Se začudi Jan. Brokolina prikima. Pa saj to sploh ni tako težko. Za zajtrk kosmiče z marelicami, v vrtcu eno banano, za kosilo zelje, popoldne pomarančni sok, zvečer pa solato ali jabolko. 1, 2, 3, 4, 5. Imam prav? Lena, ki že zna šteti, pokima. Zdaj pa še mlečni izdelki, reče Brokolina. Prikorakajo lončki jogurta, skute in smetane, pa mleko in okrogel rumen sirček. Vsi tile vsebujejo veliko beljakovin, potrebujete jih za rast, za mišice, kožo in lase na primer. V mlečnih izdelkih pa je tudi kalcij, ki je pomemben za zdrave zobe in kosti. Vsak dan kozarec mleka, malo masla in sira na kruhu, en jogurt ali skuto, pa bosta zdrava. Prikaže se majhno jajce, se pridruži piramidi in se potoži. Tudi jaz imam veliko beljakovin in vitaminov. Škrat pomaha še enkrat. Spet se zasliši muzika, prikorakajo pa šunka, pršut, riba in klobasa. V mesu in ribah so zelo pomembne stvari. Železo, jod in vitamin B. Enkrat tedensko ribe, pa 2-krat meso, to je dovolj, razloži zelenjavni Škrat. Na vrh piramide spleza majhna steklenica olja, nanjo pa se zavihti pisan bonbon. Maščobe in sladkarije. Če se kdaj pa kdaj posladkata, ni nič hudega. Ampak res samo včasih, pove Brokolino. Na televiziji so rekli, da so vitamini tudi v bonbonih in čokoladi, protestira Lena. A to ni res? 300 prašičkov, seveda je res. Vendar pa je v vsej tej krami ogromno sladkorja. Ta zelo škoduje zobem in vitamini vam ne morejo pomagati.
v čokoladi pa je veliko maščob. Če pojesta več maščob in sladkorja, kot jih porabita, se zredita, pa še utrujena in lenasta. Jabolko na primer ne redi, vsebuje pa vitamine in druge zdrave snovi. Nekje zunaj pa se oglasi mamica. Otroka, na vrtu vaju čaka Max, se gresta igrat? In v tem trenutku čarobna svetloba izgine. V sobi tiho in nepremično obstoji piramida. Jan in Lena stečeta na vrt. Brokolina je punčka vtaknila v svoj žep. Otroci se igrajo skrivalnice, avtomobilske dirke, na koncu pa v peskovniku zgradijo grad. Zdaj sem pa strašno lačen, zine Max. Recita mamici, naj nam da čokolado. Boljšo idejo imam, zacvili glasek iz Leninega žepa. Naredite sadno solato. Punčka se zasmeje. Na škrata je že skoraj pozabila. Ja, vprašajmo mami, če nam lahko prinese sadje, skledo in pribor. Maxu ideja najprej sploh ni bila všeč. Ko pa ima v rokah otroški nož in lahko na deski razreže celo banano, je kar zadovoljen. Lenina in Janova mamica jim pomaga in zmeša slasten jogurtov preliv. Super je, se odreže Max, ko se vsi sladkajo sadno solato. Vprašaj bo mami, če tudi ona lahko naredi kaj takega. Krasno gorivo za otroke, modruje Jan. Dobro je, pa še moč nam da. Zvečer možic pove otrokoma, da bo moral kmalu proč. In ko zagleda dva razočarana obrazka, se zamisli. Počakajta malo, reče, za hipec izgine, pa se spet pojavi. Z vama mi je bilo zelo lepo, zato sem vama prinesel darilo. Se namuzne in ima da 2 majhni zeleni igrači in čuden papirnat merilec. Tale zelenček ti je pa čisto podoben, se razveseli Lena. Ne vem pa, kaj naj s tem merilcem. Škrat se zvito nasmeje. To je merilec otroških goriv. Pomagal vama bo šteti. Vsakič, ko bosta pojedla porcijo sadja ali zelenjave, potisnita kazalec na lestvici malo više. Zvečer mora biti čisto na vrhu, tako bosta vedela, da delata prav. Hvala, dobra ideja, je navdušen Jan, ki še ne zna šteti. Lena objame svojega plišastega brokolina in žalostno pogleda pravega. Pogrešala te bom, s tabo je bilo res zabavno. Naj prideš še kdaj obiskat? Krščen pomfri, seveda pridem, častna škratja beseda. In ne pozabita, jejta veliko sadja in zelenjave, to delajo vse pametne glave, zato so zdrave. Še spesni mali škrat in se urno prekucne čez okensko polico v večerni mrak. Bova, častna škratja, mu pomaha Jan. In sestrico zlezata pod odejo. Kako prisrčen je tale škrat brokolino, kaj ne? Dragi otroci, ste si zapomnili, kaj pravi škrat brokolino? Sadje in zelenjava, to je tisto, kar nam da moč in vitamine, tako je. Vsak dan košček zelenjave ali sadja, pa boste videli, da bomo vsi zdravi in polni energije. Tako. Če želite slišati še kakšno pravljico, predlagam, da kliknete na moj knjižni kotiček. Otroci se opravičuje, malce se mi mudi, grem hitro pojesti eno jabolko, pa tudi vi si privoščite kakšnega. Do naslednjič pa en zelenjavni, čau, čau!